En lep pozdrav udeležencem programa Skupaj na poti do zdravja in pa seveda tudi vsem drugim. Kot vidite, danes sem zunaj in upam, da vas s tem tudi malo spodbudim k gibanju oziroma aktivnostim v naravi. Temu primerna je tudi današnja tema, prehrana pri telesni aktivnosti. No, in ko vi usvojite to znanje, se pravi, kako prehrano prilagoditi vašim aktivnostim, imate s tem v bistvu tudi zelo močno orožje proti izgubi mišične mase, ki vas v bistvu zelo ogroža kot posledica vaše bolezni, stranskih učinkov zdravljenja in pa tudi staranja telesa. Če prehrane ne prilagodite vašim telesnim aktivnostim, s tem v bistvu še dodatno pospešite propadanje mišične mase in tako v bistvu peša funkcionalnost telesa. Ko v telesu primanjkuje energije, to je takrat, ko ne jeste dovolj ali tudi ko ne pojeste dovolj beljakovin glede na povečane potrebe, bo sinteza oziroma gradnja mišic upadla, kljub temu, da ste veliko aktivni. Povečane energetske potrebe nadomestite z ogljikovimi hidrati. To so živila, žita, kosmičji kruh, testenine, kaše, riž, krompir, sadje in pa tudi nekatera sladka živila. In ta živila jejte več v tistih dneh, ko ste bolj aktivni, kot pa v tistih dneh, ko ni toliko aktivnosti. 2 do 3 ure pred vadbo oziroma aktivnostjo se priporoča zaužiti v bistvu običajno sestavljen uravnotežen obrok, vendar bolj bogat z ogljikovimi hidrati. Po vadbi oziroma aktivnosti, predvsem takrat, ko mišice bolj utrudite, pa se v bistvu poleg ogljikovih hidratov nujno doda tudi kakovostne beljakovine. Teh naj bo od 25 do 30 gramov iz kakovostnih virov. Še enkrat poudarjam, da v bistvu živalski viri beljakovin so bolj uspešni pri gradnji mišične mase, sploh pri bolnikih in starejših. In pa v bistvu pri tistih z zelo oslabelimi mišicami naj ta obrok po vadbi vključuje celo 40 gramov beljakovin, kar je veliko. Lahko bi dodali tudi beljakovine v prahu. Naj v bistvu zdaj naštejem še nekaj enostavnih obrokov za primer. Na primer, na palačinko namesto marmelade namažite veliko skute, pojejte kakšen velik sendvič s pršutom ali popijte čokoladno mleko oziroma sadni jogurt ali pa jogurt in sadje. Za druge, bolj kompleksne primere obrokov pa vam predlagam, da si še enkrat pogledate prejšnji video Prehranska podpora 2, sestava obrokov. Za dober učinek vadbe morate prilagoditi obroke glede na dolžino in stopnjo intenzivnosti vaše aktivnosti. To se pravi, da morate zaužiti ustrezno sestavljen obrok pred, po in včasih tudi med aktivnostjo. In na te obroke ne smete pozabiti, tudi če imate povsem običajne aktivnosti, kot so delo na vrtu, pospravljanje ali pa na primer zlaganje drv. Najbolje je, da si v bistvu vadbo planirate pred glavnim obrokom in ga potem zaužijete v prvi uri po vadbi. Zdaj primerov posebej ne bom naštevala. V bistvu najbolj kombinacij je res ogromno, najbolj prav bi vam v bistvu prišli individualni nasveti o sestavi obrokov. Če greste na krajši sprehod, je dovolj, da prej pojeste en normalno uravnoteženo sestavljen obrok in potem kasneje zaužijete malico, na primer sadje in jogurt. Če pa je sprehod daljši od ure in pol, je pa fajn, da imate s seboj vsaj tekočino in pa mogoče še kakšen prigrizek, kot na primer sadje ali žitna ploščica.
Če pa gre za eno zelo lahko aktivnost, potem v bistvu obrokov ni potrebno posebej prilagajati. Saj ste že slišali za okno priložnosti. Gre za to, da je obnova mišic najbolj pospešena prvo uro po vadbi. Tako da vam predlagam, da obrok po vadbi za moč vsebuje od 25 do 40 gramov beljakovin, kar je v bistvu zelo veliko. In če ne zaužijate kmalu glavnega obroka, ki ima običajno veliko beljakovin in ogljikovih hidratov, je v bistvu koristno, da zaužijate en beljakovinski napitek in zraven pojeste ogljikohidratno živilo. Sicer pa je sinteza mišične mase povečana še 4 ure po taki vadbi. Pred pohodništvom, na primer hojo v hrib ali daljšim kolesarjenjem, naj bo obrok še bolj bogat s škrobnatimi živili. In pa tudi po 1 uri take aktivnosti se priporoča nekaj pojesti, na primer sadje, suho sadje ali kakšna žitno-čokoladna ploščica. Predvsem, če pijete samo vodo ali nesladkan čaj. Za tiste, ki pa vam ne paše obrok trde hrane, med aktivnostjo pa si pripravite čaj z medom ali pa izotonični napitek. Pijače mora biti vsaj pol litra na 1 uro telesne aktivnosti. In pa po 1,5 uri do 2 urah je čas za obrok trde hrane. Vzemite si s seboj na primer kakšen sendvič ali pa beljakovinsko ploščico. Po intenzivnem teku ali vadbi na sobnem kolesu najprej popijte kozarec soka ali izotonične pijače ali pa čokoladno mleko oziroma sadni jogurt, ki imata ustrezno razmerje ogljikovih hidratov in beljakovin. Nato pa naj sledi kakovosten obrok z dovolj beljakovin in ogljikovimi hidrati ter malo maščob. Če je osnovna prehrana kakovostna, potem zaužijate tudi dovolj vitaminov, mineralov, antioksidantov in zato ne potrebujete dodatnih prehranskih dopolnil. Izjemoma, če je prisotno dokazano pomanjkanje ali pa če zaradi kateregakoli razloga ne morete zaužiti dovolj navadne hrane, na primer beljakovin. V tem primeru pride v upoštev dodatek beljakovinski prah ali napitek, predvsem po vadbi za moč. Kot piko na i pa lahko bi pri redni vadbi za moč dodali še kreatin, 1 žličko na dan, saj pripomore k izboljšanju moči. Če med zimo niste jemali vitamina D, bi bil v bistvu zdaj lahko koristen dodatek v količini, ki je priporočena, to je 800 enot na dan. Bolj ko mišice utrudite, bolj morate poskrbeti za ustrezno regeneracijo s prehrano in pa s počitkom. Upam, da ste razumeli in da boste sedaj še malo bolj pozorni na ustrezno prehrano in pa njen tajming okrog telesnih aktivnosti. Izkoristite lepe spomladanske sončne dni za sprehod v naravi.